Mobilne hiške povezujemo s počitnicami, z naravo, kamor se v toplih mesecih leta preselimo za teden ali dva, da si oddahnemo in napolnimo baterije. A mobilna hiška je lahko še mnogo več kot to. Lahko predstavlja stalno obliko bivanja, ki je ravno tako funkcionalno in udobno kot v klasični hiši ali stanovanju, hkrati pa mnogo cenejše. Pred nami je nov primer zares vsestranske uporabnosti lesa kot gradbenega materiala. Razočaranje nad klasičnimi škatlastimi mobilnimi hiškami je bilo krivo, da je Andraž Hönigmann, tretja generacija iz lesarske družine, začel razvijati svoj koncept mobilne enote. Sprva je nameraval izboljšati kovinski kontejner, ga obleči v leseno konstrukcijo, mu dodati poliester. A odziv ni bil tako dober, kot je pričakoval. Potem je ubral drugačno pot. Odločil se je, da bo hišico naredil po principu lesene skeletne gradnje, ki pa je poskrbela za izjemen občutek bivanja in napovedovala svetlo prihodnost. Andraž, povejte nam prosim, zakaj mislite, da je naša bivalna prihodnost v takih, torej mobilnih hiškah? Prvo zaradi časa, ki ga danes zelo malo imamo na razpolago. Seveda. Danes, da začnemo graditi hišo, je to proces in sama mobilna enota nam to pač omogoča, da mi pripravimo v sami delavnici in potem pa postavimo na lokacijo in družina pride, odklene in živi. In potem ste rekli denar. Denar je pa druga, kjer pa v bistvu so sami elementi gradnje cenejši, ker so sami proizvodni narejeni, niso na terenu, manj zunanjih izvajalcev in tako naprej. Narobe obrnjen trapez daje mobilni hišici privlačnost, drugačnost in tudi boljšo izkoriščenost, saj v niše in poševnine lahko skrijemo marsikateri kos pohištva. Največja prednost pa je njeno leseno srce. Konstrukcija hiške je kompletno lesena, iz lepljenega smrekovega lesa, ki je zelo stabilen, prav tako so lesene vse predelne stene, tla, streha in stavbno pohištvo. Plastike je že tako preveč na svetu in s tem imamo skozi probleme, to se pa v bistvu v tolikih letih, če ne uporablja več, lahko prodaš, vzložiš, lahko pa recikliraš, pa pokuraš v kaminu, in se še ogreješ. Ob pravilnem minimalnem vzdrževanju, ki zajema le občasno osveževanje barve, o recikliranju mobilne hiške z življenjsko dobo 100 let in več niti ni treba razmišljati. Kaj takega bi bila tudi prava škoda, saj mobilno enoto lahko uporabimo na številne načine. Ker je dobro izolirana, opremljena s stropnim, talnim in stenskim gretjem ter klimo, je primerna za bivanje čez celo leto. Prav tako ni nobenih omejitev glede njene notranje opreme ali inštalacij. Vanjo lahko napeljemo vse kot v običajno hišo. Koliko kvadratov pa ima točno tale mobilna hiška in ali smo kaj omejeni s kvadratnimi metri, s površino? Mi nobene omejitve nimamo, kar se tiče konstrukcije, izdelave, se pravi, se vedno prilagajamo, lahko tudi na centimetre, dolžina, širina in višina. Tale? Ta je 8x3, spodnja površina streha je 11x3 plus terasa, v bistvu še 11x2. Ampak nismo omejeni samo na eno enoto, ampak lahko tudi druge, kot sem videl, malo zlagamo eno na drugo in tako tudi višino premagujemo ter dobivamo čisto drugačne, ekskluzivne mobilne hiške. Dajte nam še to opisati. Nimamo enih omejitev, koliko jih zlagamo gor, to mi zračunamo statiko in postavimo. In to je najverjetneje tudi zelo priljubljeno, ker v tem primeru ne gre zgolj za mobilno hiško, ampak gre že za bivalno hišo. Ja, za vilo, leseno vilo. Ja, leseno vilo je pa še vseeno v bistvu mobilen objekt, se ga vedno da prestaviti. In kaj potrebujemo za postavitev takšne mobilne hiške? Najprej seveda parcelo. Če je hiška večja od 20 kvadratnih metrov, še gradbeno dovoljenje. Priporočljiva je tudi temeljna plošča. Pri zelo utrjenem terenu se lahko hiška postavi brez temeljne plošče, je pa v vsakem primeru dvignjena nad zemljo. Okolico mobilne enote lahko dopolnimo tudi z letno kuhinjo, paviljonom, leseno uto za psa ali otroškimi igrali v enaki trapezni obliki. In kaj vse si človek lahko omisli v takile mobilni hiški v smislu dejavnosti? Čemu vsemu so namenjene? Mi zdaj izdelujemo pisarne, wellnesse, mobilne enote, se pravi za živeti, za bivalno enoto, za oddajanje v najem, savne, kompletno vse. Hiške, verjetno, glampingi vse. Se pravi, nimamo nobenih spet omejitev,
same notranje razporeditve. In če bi vi morali zbirati, kaj bi najraje imeli v takele mobilni hiški? Pogled na morje ali nekje računalnik ali glamping? Pogled na morje pa hladno pijačo.